Pozdravljeni. A verjetno se je marsikdo izmed vas že spraševal, zakaj je Andrea Kimi Antonelli pri Mercedesu in ne na primer pri Ferrariju. Na to in še marsikatero drugo, upam, da zanimivo vprašanje, bomo skušali skupaj dobiti odgovor v naslednjih minutah. Verjetno je v tem trenutku ime Andreja Kimija Antonellija najbolj popularno v svetu Formule 1. Po njegovi zmagi na veliki nagradi Kitajske smo dobili v bistvu potrdilo, da je on eden izmed potencialnih naslednikov Maxa Verstappena. In seveda marsikdo se je začel spraševati, zakaj je Antonelli pri Mercedesu in ne na primer pri Ferrariju, kar bi bilo mnogim izmed nas enostavno logično. Namreč Andrea Kimi Antonelli je bil rojen v Bologni, kar je, reci piši, 45 kilometrov razdalje do Maranela. In nekako logično bi bilo, da Ferrari podpira tudi, recimo temu, lokalne talente. Ampak Antonellija je podprl Toto Wolff. In tu je treba razumeti najprej tisto sporočilo, ki ga je prav Toto Wolff povedal po zmagi Andreje Kimija. Namreč slišali smo lahko, kako v mladega Italijana v preteklosti niso verjeli mnogi. Namreč po besedah samega Wolffa je bil Andrea Kimi mlad, neizkušen, nepripravljen. A tu moramo narediti še najprej kratek korak nazaj. Toto Wolff je sam pri sebi si obljubil, da naslednjega velikega talenta v Formuli 1 zagotovo ne bo izpustil. Namreč med prstmi se mu je izmuznil sam Max Verstappen. Enostavno zato, ker v danem trenutku ni imel prostega sedeža, ki bi mu ga lahko ponudil. In seveda Max je zato odšel v Red Bull. In tokrat Toto Wolff te napake ni napravil. Ko se je ponudila priložnost, je takoj, brez obotavljanja, podpisal dolgoročno pogodbo z Andrejo Kimijem Antonellijem oziroma z njegovimi starši, kajti Antonelli ima v tem trenutku 19 let. In kdaj so podpisali pogodbo? Leta 2019, ko je bil Andrea Kimi še zmeraj v gokardi. In seveda na to je sledila njegova kariera z res strmim vzponom. Ampak sedaj verjetno marsikoga zanima, zakaj Andrea Kimi Antonelli ni prišel v Ferrari Driver Academy. Namreč stavek, ki ga je povedal Toto Wolff, je bil v resnici namenjen prav onim odgovornim pri Ferrari Driver Academy. In to se lahko začnemo spraševati, zakaj je Toto Wolff videl talent v mladem Antonelliju pri Ferrariju, so ga pa odslovili, ker je bil premlad, ker je bil premalo izkušen in ne vem še kaj vse. Razumeti moramo, da takrat v Ferrari Driver Academy so bili prisotni mnogi
Ne bomo govorili o talentih, govorili bomo o voznikih. Namreč v sezoni 2019 smo lahko v Ferrari Driver Academy našli Giuliana Alesija, sina Jeana Alesija. Ne smemo pozabiti, da takrat je bil v njihovih vrstah Enzo Fittipaldi, ki je vnuk Emersona Fittipaldija. Ne smemo pozabiti na italo-brazilskega voznika Gianluco Peterkofa, ki seveda ni uspel postaviti svoje ime na vrh, in seveda znani trio Marcus Armstrong, Callum Elliott in Robert Schwarzman. Vozniki, ki so seveda v manjših formulah opozorili nase, ampak niso naredili tistega bistvenega preskoka. V sezoni 2019 je Ferrari Driver Academy zapustil Charles Leclerc in prišel v Formulo 1. Ampak s to strukturo je pogodbo podpisal Mick Schumacher. In vsa pozornost je bila namenjena njemu. Ne bomo sedaj obnavljali, kako se je zgodba končala. Samo tako kot informacija. Danes, 19. marca, je v seriji IndyCar Mick Schumacher po 3 dirkah lepo udobno na zadnjem mestu. In ne smemo pozabiti, da v sezoni 2020 sta v Ferrari Driver Academy vstopila Arthur Leclerc ter Dino Beganović. In sedaj nam je slika jasna. Enostavno v Ferrari Driver Academy v sezoni 2019 ni bilo prostora za Andrejo Kimija Antonellija. Bolj pomembno je bilo tam imeti voznike z slavnimi priimki, ne govorim samo o Schumacherju, ali pa družinske člane tistih, ki so šele prihajali v Formulo 1. In seveda, če se sedaj ozremo na ves program, ki ga je imel Mercedes, bomo lahko ugotovili, da je Andrea Kimi Antonelli bil sorazmerno sam, da so se ukvarjali pretežno z njegovim razvojem. Na koncu je dobil fenomenalno priložnost v prvi ekipi. Ni mu bilo potrebno stažirati v neki slabši organizaciji, kjer naj bi se kalil. In tu se lahko vrnemo naprimer k Oliverju Bermanu, ki je v Ferrari Driver Academy vstopil šele leta 2022. In seveda Berman je pokazal svoj talent. Po moji osebni oceni je Andrea Kimi Antonelli rahlo višje od Britanca, ampak gre za mojo oceno, gre za moj občutek. In tu bi lahko dejali, da so pri Ferrariju zamudili enkratno priložnost, da bi lahko imeli v svojih vrstah enega izmed potencialno najboljših talentov našega obdobja v Formuli 1. Kar se tiče pa Antonellija, je imel zopet po mojem izjemno srečo, da so ga preskočili. Tako je lahko prišel v Mercedes, kjer je dobil enkratno priložnost, ki jo je tudi znal izkoristiti. Tako, sedaj smo malce razdelali zgodbo, zakaj Andrea Kimi Antonelli ni pri Ferrariju, in nauk je seveda sledeči. V življenju, ukolikor te zavrne nekdo, to verjetno lahko tudi ni slaba zadeva. Namreč, če se zapre neka priložnost, se lahko takoj zatem odpre druga, bistveno boljša.
Ampak toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.